Dobrodošli v današnjem ad hocu. Letos mineva natanko 15 let od zlate sezone koprskega rokometnega kluba Cimos, ko je osvojil nepozabni trojček lovorik, državno prvenstvo, pokalni naslov in evropski pokal Challenge. Danes imamo v studiu takratnega trenerja Fredija Radojkoviča in pa kapetana Uroša Rapoca. Oba, dobrodošla v mojem studiu. Fredi, 15 let je že mimo, nepozabni spomini verjetno se niso izbrisali. Kako se zdaj spominjate tiste sezone? Ste imeli takrat pred začetkom morda cilj osvojiti vse lovorike, kakšno lovoriko, ali pa je vse to prišlo bolj kot ne spontano? Cilji so bili vedno visoki, zdaj, da bi rekel, da smo planirali, da bomo zmagali vse tri lovorike, to ne. Ni bil pa začetek obetaven, tako kot zgleda. Ker smo imeli tisto leto kar nekaj težav na začetku, so bili novi igralci. Po prvem delu ni šlo tako, kot bi moralo iti, ampak ko smo začeli drugi del nekako se sestaviti in prebroditi neke krizice, ki so se dogajale vmes, potem je šlo kot po maslu in res na koncu verjetno ne bi rabo sploh, da jaz sedim tam na klopi in bi oni sami to igrali in bi zmagali tudi brez trenerja. Težko je bilo ciljati pred sezono na vse lovorike, ker je bila takrat konkurenca zares močna. To je bila tudi liga recimo med najboljšimi v Evropi, ne? Absolutno, ja. Zdaj, ko primerjam tiste ekipe pa tisti igralci, ki so bili takrat v Sloveniji, se je bilo ogromno reprezentančnih igralcev iz drugih držav. Danes ne vem, če jih naštejemo lahko na prste ene roke, ki igrajo v prvi ligi iz tujine, tako da bila kvaliteta res na višjem nivoju. Tudi finance so bile na višjem nivoju kot sedaj in to je normalno, da je bilo takšno. Res je bilo, zame kot trener je bilo to res enkratno, verjetno tudi igralci in tudi Jure sam bo rekel, da igrati v takšnem rokometu in pol še v Evropi, to je bilo nekaj, kar vsak si želi, to je top rokomet in jasen. Zdaj ti lahko rečem, da že uživo, takrat mogoče malo manj, ampak potem, ko gledaš nazaj, to je bilo res edinstveno. Uroš, 15 let je že menilo, najbrž se spominjate, tako da bi bilo včeraj, vi ste bili tudi kapetan tiste ekipe. Kakšni se zdaj spomini? Najprej se ti bom zahvalil za povabilo in to sploh, da ste se spomnili, da smo pred 15 leti osvojili vse te lovorike in dejansko eno tako lepo zgodbo pripeljali do tako lepega rezultata. Zdaj, ko pogledamo nazaj, tako kot je Fredi omenil, jaz mislim, da je bilo to pravlično. Noben ni pričakoval, imeli smo vedno visoke cilje, seveda povezano z financami, povezano z igralskim kadrom. In nekako prvi del res nam ni steklo, imeli nekaj težav, ampak ko se je vse to predelalo, uigralo, nekako je teklo kot po maslu in jaz mislim, da pravlično prišlo do zaključka. Vi ste pred tisto sezono že osvojili 3 lovorike, tudi enkrat ste že igrali v Ligi prvakov. Kaj pa je bilo recimo drugače potem v tisti sezoni v primerjavi s prejšnjimi sezonami? Kdaj ste začutili, da greste lahko do konca povsod? Jaz mislim, da je bila neka notranja energija, ki je bila nerazumevajoča. Dejansko smo na igrišču bili kot eno, res vedeli smo, kaj želimo, vedeli smo, kakšna je pot, in ko smo dobivali še to pozitivno dejansko motivacijo plus neko moč notranjo, iz tekme v tekmo zmagovali in to je, mislim, da bila tista na koncu ta jeziček na tehtnici, ki nas je pripeljal do teh rezultatov. Fredi, vložek v rokomet je bil včasih neprimerno večji v Sloveniji, tudi tukaj na obali. Vi ste 4 leta delovali. Kako je bilo pri sestavljanju kadra? Ste imeli takrat proste roke? Kdo vam je pomagal pri tem, recimo, ste dobili kogarkoli ste želeli iz tega področja Slovenije, Balkana, recimo? Dobro, imeli smo nekatere menedžerje, ki so nam pomagali. Imel sem lahko res na vpogled vse igralce, preden je prišlo Koper, sem se vse ogledal, pa
na koncu sem jaz dal, recimo tiste zelene luče, če me zanima, oziroma če so za nas ali niso za nas. Tisto sezono smo res imeli veliko srečo, da smo pripeljali Krivokapića, čeprav se je nekaj govorilo, da ni več on ta pravi igralec, ampak mislim, da je sam pokazal, kakšen tip igralec je bil. Osmojić, ki je dodal nekaj v obrambi, no, Stanič je že bil, pa vemo sami, kakšen je bil. Mislim, da se je priključil še Mlakar, če se ne motim takrat. Res smo imeli pravo ekipo. Mislim, da smo imeli ekipo, ki je igrala najboljšo obrambo v Evropi tiste sezone. Jaz, evo, ne bom skromen, ampak če se malo spomnim nazaj, mi smo na vsaki tekmi, ne vem, če smo dobili več kot 24-25 golov, kar je v današnjem rokometu skoraj nerazumljivo in meni to malo manjka, ne. In z izvrstnim golmanom na golu, odlično obramba in vse to je pripomoglo poleg rezultatov. Uroš, 4 Koprčani ste samo bili takrat v ekipi. Kako ste vi gledali na to, da je tukaj v Kopru tako malo v narekovajih domačinov, po drugi strani pa ste igrali z slovenskimi reprezentanti, z drugimi igralci, tujci. To je bila tudi po eni strani čast, verjetno za vas 4. Ma ne, sigurno, okej, že to, da smo bili zraven te zgodbe, jaz vedno rečem, da jaz osebno sem lahko presrečen, da sem sploh to doživel. Sigurno smo si želeli, da bi bilo več fantov, da bi več fantov prišlo do tega nivoja in da bi igrali v te tekme in na tem nivoju, kot smo mi 4. Ampak ja, nažalost ali pa na srečo je tako, da vedno pride do selekcije. Vemo sami, da če smo želeli igrati na tem nivoju, smo potrebovali nekatere igralce, ki so doprinesli to kvaliteto, da smo lahko tu igrali. In ja, na koncu je bilo tako, da še vedno smo imeli dobro šolo, dobro smo delali. Vemo sami, da je prihajalo dosti mladih igralcev, s tem, da so, tako kot sem rekel, težko prišli v prvo ekipo, smo jih pa posojali v različne klube, kjer so se kalili in verjetno, če bi zgodba trajala še naprej, bi verjetno tudi oni počasi začeli trkati na vrata prve ekipe, ampak ja, vemo, da nažalost se to ni nadaljevalo in mislim pa, da smo mi 4, ki smo bili takrat v prvi ekipi, dobro izkoristili priložnost, ki nam je bila ponujena. Nekateri so potem, njim je bila tudi to skočna deska za naprej. In ja, še enkrat lahko rečem, da jaz bi vsakemu domačemu športniku, ki igra v svojem klubu, tako kot sem jaz od prvega dne pa do zaključka moje kariere, privoščil, da doživi take lepe trenutke, pa tudi kakšnega malo manj lepega v svojem okolju in moram reči, da sem zato res zelo presrečen, da sem imel to priložnost. No. Ste se kot ekipa ujeli tudi izven terena, je bilo kaj drugače kot prejšnje in kasnejše sezone, recimo takrat? Tako bom rekel, sigurno je, da z nekaterimi se boljše razumeš, z nekaterimi se slabše oziroma manj razumeš, ne bom rekel slabše, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je tisto, kar je na terenu. Tam se moraš začutiti, tam moraš čutiti neko dodatno ali pa neko energijo in mi smo predvsem na terenu dobro delovali. Ne bom rekel, da izven nismo, smo tudi izven, ampak še vedno imel vsak svoje življenje. Pravim, tisto, kar nam je dajalo tisto dodatno motivacijo, dodatno energijo, dodatno moč, je bilo tisto, da smo res na terenu vedeli, kaj smo hoteli in tam igrali en za drugega. Fredi, ko si v ekipi samih zvezdnikov, je verjetno težko nadzirati vse igralce, veliko egotov različnih je. Najbolj se trener tudi ne razume z vsakim, pa vendarle, kako ste se vi razumeli takrat s tisto ekipo? Glej, jaz mislim, jaz sam sem takšen tip človeka, da težko prihajam v konflikte, zato ker jih hočem rešiti vnaprej, še preden prije do konflikta, pa kljub vsemu je prišlo do kakšnega konflikta, sicer nikoli ne bil, ne vem, kakšen konflikt. Vedno so mi ostale v spominu besede Lenota Červarja, ki je nekako tako moj trener, idol bi se reklo, ko pravi, da moraš pripraviti igralci, da delajo
to, kar si ti želiš, brez da bi jih preveč ukazoval. Ne? Torej, jih moraš ti voditi, peljati, usmerjati in jim dati vedeti, da so oni sami to nekaj naredili, čeprav jih ti vodiš, ne? Ampak ne z ukazovanjem, še posebej ne s takšnimi igralci, kot sem jih imel jaz, ker če bi se jaz drl tam pa vsakega pošiljal ne vem kam, verjetno bi takoj je bilo do konflikta, še posebej z nekaterimi, ker sem ogromno igralcev z bivše Jugoslavije in oni so takšni tipično temperamentni igralci, ko pa jih potegneš na tvojo stran, potem ti si car, pa ti daje vse. Ne? In jaz sem se, potem ko smo začeli zmagovati, pa itak, ne, mislim, ko ti oni zaupajo in vidijo rezultat, potem ni nobenih problemov. Na začetku, kako smo rekli, ko smo imeli težave, takrat sem začutil, da tudi proti meni delujejo, ampak nimaš kaj, to je sestavni del in potem bil je en trenutek, ko se je vse obrnilo in še zdaj se ga spomnim prav dobro. Kateri je? Tekmo proti Velenju. Ko smo v drugem delu začeli, smo zaostajali za 7 točk in Velenje do takrat ni imelo nobenega poraza. Ne? In mi smo bili totalno načeti, tudi znotraj ekipe. Ne? Uroš ve, kaj se dogajalo, ima boljše, da ne govorimo. In ko smo zmagali tisto tekmo, drugi dan, oziroma v ponedeljek, ko smo prišli na trening, sem jaz videl totalno nekaj drugega. In sem rekel mojim pomočnikom, pa vi kaj opazite tle. In oni, ne, pa pogledajte malo, ne, ker do tistega trenutka je bilo mi domači, vi tujci, vi ono, vi ovo. Na tistem treningu je bilo vse pomešano. Je vse to z eno tekmo, z eno zmago se je vse spremenilo in od takrat do konca mislim, da smo mi izgubili eno samo tekmo. V Škofji Loki. Ki takrat je bila res dobra ekipa. No, mislim, da je bila 4. pol na koncu, če se ne motim. Ja, v drugem delu je imela druga največ točk samo za vami. Ne, mi smo izgubili tam za en gol, lih pred Benfico, se mi zdi, če se ne motim. Ja, Uroš, v tem drugem delu ste res igrali fantastično, dvakrat ste premagali Celje, takrat tudi fantastična ekipa, nekaj igralcev sem si tukaj zapisal, Metlič, Črnič, Alilović, Toskić, Kokšarov, Rezar, Prijeto, Nejc Pokler naš. Vi ste jih dvakrat zmagali v državnem prvenstvu, tudi v pokalu, do katerega še pridemo. Ja, tako. Res fantastičen drugi del in ujeli ste Velenje, ga prehiteli, vse do tiste finalne tekme, do katere bomo tudi še prišli. Več tekem ste imeli, v bistvu na več frontah, boljše ste igrali. Ja, še sam ne vem, kje smo to energijo črpali. Moramo vedeti, da smo in Evropo igrali, vozili se in to spet niso bila gostovanja do Avstrije ali pa do Italije, ne, so bila gostovanja daljša. Nekako, tako kot je Fredi omenil, ja, ko je prišel tisti pozitiven trenutek, nam je bilo vse lahko, pravim, vsaka zmaga nam je ko po nekem maslu, sigurno je bilo treba vse to voditi, daleč od tega. Jaz, Fredi pravi, da ne bi bilo treba sedeti niti na klopi, lih tako ni. Vse skupaj je bilo treba in dati v pravo smer, še posebej, ko so bile težave, vemo, da takrat je najbolj rizično, oziroma da vsak povleče po svoje. In pol smo najdli energijo, jo vlekli, poleg tega vemo, polne dvorane, premagati Celje s tako ekipo, ki dejansko samih vrhunskih igralcev, če pogledamo, Peter Metličič, vemo, kakšen je to igralec, Uroš Zorman, Edi Kokšarev, pokojni, vemo, kakšni so to bili igralci, kaj so pomenili v svetu, ne v slovenskem rokometu. In ja, nam je takrat, mi smo rasli in se pravim, tako kot nam je šlo v tistem trenutku, mislim, da ni bilo več sezone, ki nam je šla v taki smeri. Fredi, torej v drugem delu ste pripravili preobrat in sledila je tista zadnja tekma v Velenju, neposredni dvoboj, vi ste imeli 2 točki naskoka, za 5 golov mislim, da bi lahko izgubili v Rdeči dvorani. Praktično cel Koper je bil gor na tekmi, tudi jaz sem bil med navijači takrat za golom
In vsi so pričakovali, da se bo lomilo prvenstvo, gledali pa smo enosmeren promet. 11 golov ste zmagali takrat sredi Velenja in prva in doslej edina lovorika državnega prvaka. Ja, res je bilo tekma, ki tu pa tam grem še kdaj na YouTube, pa si pogledam tako, da malo se odpočijemo od stresa ali pa, no zdaj je res, meni se kot cine dvignejo, ko se spomnim, ko gledam, tisto je bilo res nekaj, kar človek, ki ne doživi tega, ne moreš niti razlagati, kaj se tam vse dogajalo in kakšni občutki. Mi nismo zmagali, mi smo jih ubili, bi se reklo tam. Vem, da smo vodili v prvem polčasu že za 10 golov, ne vem, točno ali 8, ne vem. In vse je šlo, vse nam je šlo, res vse. Nič ni bilo narobe, nič. In Unik je branil Stanič vse in zabijali smo, in v obrambi smo igrali, res, mislim, da bi lahko igrali finale Lige prvakov tisti dan. Sami igralci sem jih videl, da so še sam skoko se spomnim, Pivot mi je rekel, Fred, jaz v življenju nisem bil tako motiviran in jaz sem čutil, da bomo zmagali. In ko ti to igralec pove, pol pa res, mislim, to je, ne vem kaj reči, to je res nekaj najlepšega, kar lahko se zgodi in trenerju, in igralcem, in navijačem, ker vzdušje je bilo fenomenalno. Mislim, da je bilo tam več kot 500-600 koprskih navijačev in to je res krasno. Uroš, kako se vi spominjate tistega, recimo zadnjega tedna pred to odločilno tekmo, nervoza, trema, verjetno motivacija, ne nazadnje tudi prisotnost maščevanja. 2 leti prej ste izgubili v Bonifigi doma proti Velenčanom. Ja, zdaj, ko se obrneš nazaj in ko veš, kako se je vse končalo, rečeš lahko samo kapo dol. Ne, nekako pritisk je itak bil, vemo sami, da smo si ga sami ustvarjali, ok, imeli smo logično tudi cilje, ampak vedeli smo, da smo se uvrstili, se pravi, v Evropi. Osvojili smo že en pokal. Mogoče nas je to malo razbremenilo. Po drugi strani vedeli smo, da imamo 5 golov prednosti. Rasli smo cel drugi del. Vedeli smo, da smo jim dolžni še nekaj izpred 2 let, ko so oni nas v Bonifiki premagali. In ko se je tekma začela pravlično, res, od onega, ki je sedel fizioterapeuta na klopci, do vseh rezerv, pa do onih, ki so bili v igrišču, pa da ne govorimo o publiki, kaj se vse dogajalo. Jaz mislim, da je bilo več kot 500 gledalcev, mislim, da je takrat šlo več kot 20 avtobusov gor, ne bom pa rekel, da ne, ampak res, enostavno nam je steklo in mogoče smo bili tisti, ki smo bili manj pod pritiskom, njih zaradi tega, ker smo več osvojili, nekaj smo imeli že za sabo, nekih izkušenj. Velenčani so mogli nadoknaditi 5 golov, igrali so doma in jaz mislim, da iz minute v minuto, ko so oni, se njim barka rušila, smo mi rasli in res pravlično in jaz tudi ne spomnim, kdaj sem tako tekmo še odigral. Ko ti enkrat gre vse, je pol, letiš po igrišču in se ti zdi, kar si naredil, da ti je uspelo. Ko da, ne vem, so vsa ona leta, ko si jih prej vlagal v te stvari, dejansko so prišla na vrh in vse z neko lahkoto, tako da res sanjska tekma, perfektna, sigurno spet tudi strokovni štab dal svoj del zraven. In ja, takrat pravim, tudi predsednik kluba, ki se mu lahko danes samo hvaležni vsi, da je to zgodbo peljal, jo naredil in da je sploh Koper lahko prišel na ta nivo, igral na tem nivoju in z publiko priti do naslova in do vseh lovorik, res neprecenljivo.
Evo, ne spomnite se, kdaj bi Koper igral tako dobre tekme kot proti Velenju? Se spomnite morda Slavja? Po tekmi? Do tega ne pozabiš nikoli. To so tako lepi trenutki, ne samo od naslova države, tudi ko smo osvojili Evropo, tudi ko smo pokal. Dejansko v vsi so živeli za nas, vsi so bili z nami, kamorkoli si prišel, si bil pod drobnogledom v smislu, da dejansko si bil faca, ker si igral rokomet. In prelepi trenutki, slavje do jutranjih ur, mislim, da sploh nismo šli spat, uživanje z navijači, z svojimi družinami in tega se ne pozabi. Ne. Tiste pomladi se je slavilo kar precej, vse se pa se je začelo že aprila v Zlatorogu, ko ste osvojili prvi naslov izmed treh, pokalni naslov v Celju. Takrat ste premagali prvo Celjane in potem še Velenjčane. Kako se spominjate tistega zaključnega turnirja? Tisto je to tudi fenomenalno in res smo imeli težek razpored za pred, sploh v Final Four, ker jaz vedno potem sem gledal vsako leto, katere ekipe so prihajale in sem rekel, mi smo imeli Slovana prej, pa se ne spomnim. Ni bilo nobenih lahkih tekem za pred. Ne vem, če smo igrali s kakšnim drugo ligašem, ker zdaj ti dobivaš drugo, tretji ligaš. Mi smo vedno imeli prvo ligašo in tam še Gorenje, pa Velenje. Ne. In obe tekmi ste dobili za 2 gola. Ja, ampak tista prva tekma, ta je bila spet fenomenalna. No. Staničem na golu, to je on naredil in to pa je spet en dogodek, ki nihče ne ve o temu, ne vem, če Uroš ve sploh. On ne bi smel niti braniti na tisti tekmi, oziroma ne bi smel začeti braniti na tisti tekmi. Ker bil je zelo problematičen tip in spokojnim straškom, da si prišla nekaj navzkriž in ga ni hotel dati braniti. In jaz pred tekmo sem šel k njemu, sem ga vprašal, Boštjan, prosim, pusti ga, da brani. Bom jaz prevzel odgovornost. Ker sem videl, da je totalno da je ubit, ne. In je rekel, no dobro, ne gre braniti. V 25 minutah 2 gola je dobil. Bil rezultat je bil 9-2. Mislim, da je branil, ne vem, če bi se umaknil iz gola, bi oni zadeli stativo, verjetno. Mislim, to je bilo nekaj enkratnega. Pa smo imeli neko krizo na koncu, ampak nas je on res reševal na tisti tekmi in njemu gre veliko zasluge za tisto prvo tekmo. Je pa imel Koper v tem obdobju zlatem Cimosa kar srečo z vratarji, ne? Vse od Staniča, Tahiroviča, Vončine, Vrana, Škofa, potem še koga sem verjetno pozabil. Ja, so bili res pravi vrhunski golmani. Stanič mi je ostal spomin, zato ker je bil posebnež. No. Poleg tega, da je bil vrhunski golman, je bil poseben človek. Reševati kariero Koper, ne? Ja, nekako tako. Ne. Z njim se ukvarjati ni bilo enostavno zame kot trenerja. No, to je ena izmed takih stvari, ko pravim, ki se jih ne ve, kakšno je. Nisi vedel tega? Ne, to za ono ne. Da je težaven in to se tudi, če pogledamo naprej, če on ni najdel neke simbioze z trenerjem in ekipo, vse ste videli sami, kamorkoli je šel, je hitro zapustil klub. Ne? Tako da tu pa vemo, da je bil 2 leti in naredil res 2 vrhunski, oziroma 3, če se ne motim celo. 3 leta in je naredil vrhunske, poleg tega, da se je vračal iz neke neprijetne situacije in res eksplodiral. In vemo sami, da danes v rokometu golman je velik delež. On je tisti, ki na koncu rešuje obrambo oziroma popravlja napake obrambe. In mi smo ga dobro sprejeli, je bil res posebnež, ampak če si ga razumel in če si ga znal pravilno usmeriti, je pol dal to, kar je dajal. Ne? Tako da ja. Fredi, vam je ta zmagovit zaključek, spomladanski del, dvignil kaj apetite, spremenil kaj cilje, potem dal več pritiska mogoče, da morate osvojiti še kaj? Ta prvi pokal misliš? Tako. Ne, nismo imeli nekega pritiska. Mi sami smo želeli, ko smo videli, da smo notri, da se to vrti v pravo smer, zakaj ne zagrabiti vsega. Če si tam, če si če tekmuješ na Formule 1 in si med prvimi, imaš enakovreden avto, pa
pa dej se do konca s temi. Ne? In mi smo videli, da smo isti, mislim, nismo slabši, smo bili boljši pol na koncu, ne? Ampak ko vidiš, da imaš možnost, potem jo moraš zagrabiti. To bi bila res velika škoda, da ko imaš vse, ko vse ti gre, da neke napake te vrži iz tira, to moraš iti do konca in ne, nismo imeli nekega pritiska. Smo šli najprej v Benfico, pred tisto tekmo smo dva pokala osvojili, ne enega. Tista je bila po dveh pokalih. To je v roku 14 dneh, ali pa še manj bi se reklo. Tako da, mislim, da od Benfice je bilo en teden vmes, ali pa dva, ne spomnim. Tako nekako, po moje 2. V glavnem nismo imeli časa, niti da uživamo v teh pokalih, ker je bilo tako in naslednja tekma. Sreda, sobota, ne? Ja, in mislim, smo šli. Mi smo začeli verjeti, da lahko osvojimo vse. No. Ni bilo zdaj, da če ne boš uspel, da te bojo pokopali, ampak mi smo si sami to dali v glavo, da če smo prišli do konca oziroma blizu konca, pa gremo tudi skozi cilj. Uroš, v tem trojčku je tudi Evropski pokal Challenge. Do polfinale je šlo gladko, potem pa tista tekma z Bakavom v Romuniji, doma visoka zmaga +7, potem pa v Romuniji na polčasu že -7. Na koncu ste izgubili za 5 in se veselili uvrstitve v finale. V finalu pa je Benfica remi in domača zmaga pred polno Bonifico zopet +4, mislim, da. Ja, res je, tam dejansko domača tekma proti Bakuju je bilo vse po planih. Pol mogoče malo nismo zavedali, kam gremo. Vemo sami, da Romunija in navijači in način življenja je malo specifičen, se posebej v rokometu. Malo smo mogoče ostali presenečeni nad celotno situacijo in ja, začeli zelo slabo. Vemo sami, da potem, ko ti enkrat gre slabo, je treba to vse obrniti in moraš biti karakter, da vse to obrneš. In pol na koncu na srečo se je izteklo tako, kot smo si vsi želeli, pač porazom za 5 zadetkov in naslednji krog, ampak ja, cilj smo dosegli na težkem gostovanju in to nam je spet ulilo dodatne energije, dodatne motivacije, ki potem v bistvu z Benfico, ki vemo sami, da tudi danes je eden izmed boljših portugalskih klubov, vemo sami, kam sodi tudi danes portugalski rokomet, koliko so se dvignili. Pa če gledamo zdaj zadnjih 10 let, ne, jaz mislim, da takrat, ko smo mi z njimi igrali, so že delali lepe korake naprej in nekako usmerili to pot v vrhunski rokomet in igrali že takrat vrhunski rokomet, imeli same reprezentante v ekipi in ja, zdaj zadnja tekma v Kopru, polna dvorana, ne glede na to, da je bil Challenge Cup, jaz pravim tako, vsakemu pokalu ne, je treba biti ponosen na njega, še posebej vemo, da je to bila Evropa in ni dosti klubov v Sloveniji, ki je osvojilo evropski pokal oziroma nek evropski naslov in mi ga imamo, sicer je 15 let star, upam, da bo še kakšna ekipa ta občutek dosegla oziroma ga izkusila. Letos je bilo Celje blizu, ne? Letos je bilo Celje blizu, ja, malo jim je zmanjkalo, na penale so dejansko izpadli iz polfinala, ne? In pravim, vsakemu pokalu v Evropi se ne gleda v zobe in jaz pravim, jaz vedno tako rečem, jaz sem najbolj ponosen na to, ker imam večinoma osvojene vse pokale v slovenski ligi, od 3. lige do naslova državnega pa Evrope. Tako da imam celo zbirko doma, vse sem osvojil in kaj češ lepšega, pa ne glede na to, kje, kdaj, kako, s katero ekipo, ker tudi, če primerjamo danes evropski pokal naš ali pa današnji, je velika razlika, pravim, finance, igralci, ki so igrali in ja, se pravim, enkratno. Fred, je bil ta, recimo, pred sezono najbolj realen pokal, da bi ga osvojili od teh 3? Ma ne vem, res, ne bi vedel.
ne vem, karkoli bi rekel, zdaj bi si izmišljeval, ker sam nisem vedel sploh, kako to zgleda, kakšen je ta pokal in katere so te ekipe. Ne, kot pravim, nismo štartali, da bi zmagali tega ali pa onega, da je to bolj realno ali pa ne. Smo štartali z visokimi cilji, ker takrat Cimos imel vedno visoke cilje, da nekaj osvojimo in smo osvojili vse. In takrat se še ni končala, ne? Potem naslednja sezona, nova evropska pravljica, toliko vas je ločilo od Kölna, od Final Foura Lige prvakov, nerealno za današnje čase, pa skoraj sigurno. Ja, tisto je bilo res, tudi tista tekma v Velenju je bila res enkratna, ampak še nekatere tle proti Kielcam, proti Madridu, to so bile, pa vse tiste prej, no, ampak te dve sploh, to so bile nekaj. In potem, ko misliš, da v Madridu 20 minut do konca smo vodili mi za 2 gola. 15 celo. Torej smo imeli +5 rezultat, no. In na koncu malo nam je realizacija začela pešati, Šterbik je začel braniti, ne vem, res je začel vse živo je branil. Pa sodniki francoski in par čudnih odločitev in evo, smo še nekaj minut do konca, mislim, da je bilo 3 razlike, ampak mi smo dali več golov v gosteh. In smo še vedno bili, mogoče 5 ali pa 4 minute do konca smo bili še vedno v igri. Na koncu pa smo dobili še en gol, ne vem, smo izgubili za 4 ali 5 pol na koncu. 5, mislim, da. 5, tako da, ampak dobro, tisto bi bilo res. Da je igral še takrat ta Balo, se spomnim, ta Markusen, ne? Markusen, Dinaro, Terbik. Ombrados, Šterbik, Rodriguez, Pivot je bil Dinar, Brambi. Dinar je bil Aginagalde, ja. levo krilo Kalman, ne? Ja, pa Davis je bil. Ja, Davis. Ja. Mislim, ekipa Kako se ti spominjaš te pravljice evropske? Ne doživi vsak, da igra Ligo prvakov, še posebej pa v domačem klubu, ne? Ne, res je, vse pravim, jaz sem rekel, prva stvar je ta, da jaz bi vsakemu fantu, ki igra v svojem matičnem klubu, da uspe svojim matičnim klubom priti na ta nivo, se boriti in biti, jaz ne bom rekel eno stopnico do Final Foura Lige prvakov, jaz privoščim to res vsakemu športniku, ki sanja o temu. To je bila še ena taka zgodba, res, ki pravlična, ja, žal, pravlična, lahko rečemo do onih 55 minute, ko si bil s pol noge že na Final Fouru, enkratno, imel si spet polno dvorane, ljudje so te na vsakem koraku spremljali. Bil si dejansko na najvišjem nivoju rokometa, igral proti igralcem, ki si jih še včeraj lahko gledal po televiziji. In ne samo to, bil si na temu, da si jih izločil iz te zgodbe oziroma iz tega, kar oni vsako leto osvajajo. Tako kot smo rekli, Lazarov, Rodriguez, tam na levem beku je bil ta Španec isto, Markusen, pa mislim, res, Balo na desnem krilu, jaz sem ga takrat gledal samo po televiziji, sem rekel, poglej tega, kako skače, ne? In pol na koncu igraš proti njemu 1-1, te drži, res, nepozabni občutki, ne, prav ti pride cmok v grlu, ko te stvari se spominjaš in res je lepo še pogledati, se spomniti, predebatirati. Na koncu, nažalost, nam ni uspelo priti na tisti zaključek, ampak vseeno mislim, da je bila res ena enkratna izkušnja, ki jo bomo celo življenje imeli zapisano. Tu so govorili v tem v Ligi prvakov, da bomo topovske hrana na začetku, da kaj bo ta ekipa delala tam. No, vse to je isto, ko smo prej debatirali, da če je bila Challenge Cup, ja, mi smo igrali takrat ligo, v kateri so igrali igralci, ki so bili vrhunski, res, in sigurno, da noben ni pričakoval, da bomo mi ligo osvojili ali pa da bomo v pokalu
premagali in Celje, in Velenje, in Gold Klub, in ne, ker to so bili spet, če pogledamo imensko, kakšni igralci so bili sami reprezentanti. Tudi liga je bila tretja najboljša. Liga tretja najboljša na svetu in nisi vedel, kam nas bo zaneslo. Ne. Vedeli smo, da si želimo biti pri vrhu, ampak ja, pol na koncu je bilo res, da je skoraj izgledalo najlažje osvojiti Evropo, ampak tudi tam smo bili neznanka, nismo vedeli, v kakšno tekmovanje se spuščamo. Tako da, ja, res mislim. Ste še kaj v stiku zdaj z ekipo takratno, recimo Fredi, ti z igralci, strokovnim štabom, Uroš, ti verjetno z nekaterimi? Ja, strokovnim štabom, ja, bi se reklo, ja, pokojni Strašek ni več med nami, z njim sem bil najbolj v stiku, pa tudi z Okijem, konec koncev. Z igralci to pa tam, po kakšnem Facebooku, ampak vedno sem razmišljal, pa da bi se Uroš angažiral, pa da bi se mogoče bo 20 let. Mogoče. Če nas ne bom povabil, ga bomo mi povabili. Da se bo še kdo spomnil podati. 15 let rabili, da se spomnijo, da se spomnimo, ali da obudimo spomine. Ne, bomo za 20, kako je organizirali. Ne. Jaz moram priznati, se na koncu so pravi, meni so vedno še posebej pokojni Strašek. Mi je rekel, 3 stvari ti bojo ostale v življenju od rokometa. Eno je to prijateljstvo, ta povezanost, drugo, kar si osvojil, in tretje tisto, kar ti je uspelo prišparati ali pa kar ti je uspelo zgraditi. Ne? In ta prijateljska, moram priznati, da z temi fanti, sicer se ne vsak dan čujemo, ampak sigurno, ne vem, letno nekajkrat smo na vezi, si pišemo, se čujemo. Evo, nazadnje smo se s Kokotom, Bojanom Skokotom, ki je omenil Fredi, je rekel, da kdaj se bomo spet dobili in naredili neko druženje te ekipe, ki smo osvojili naslov državnega prvaka. Pa, no, ostajamo, pa recimo s temi, ki so v Sloveniji ostali, se dosti, recimo Matjaž Brumen je tu zraven, pa Matjaž Mlakar, pa Jure Dobelšek. To so fanti, ki... Tudi Skube je bil takrat, ne? Skube, tako, Sebastian, čeprav on je... Še aktiven. Ja, on je pol šel tudi ven, ne, in je dosti časa bil v tujini, ampak ja, no, temi fanti večinoma kontakt. Fredi, zelo lepo je bilo, pogrešamo vsi takšne čase. Je kaj upanja, da bi še se ta krivulja obrnila in bi v Sloveniji, recimo, se ne samo v Kopru, spet gledali takšne vrhunske igralce? Mogoče to ni vprašanje za trenerje, za igralce, ampak za koga drugega. Sicer situacija ekonomska, gospodarska ni najboljša, ampak tudi razmere so drugačne. Takrat, zakaj je bilo to uspevalo, oziroma zakaj je bilo tako močno? Zato, ker firme še niso bile lastninjenje. Mislim, Cimos ni imel lastnika, pa Gorenje, pa Pivovarno Laško. To so vsi dajali še denar za šport. Ko pa se je začela privatizacija, pa ko ti pride tuji lastnik, pa se ne pusti na cedilu, ampak vse se vidi, kaj se v Celju dogaja, pa v Gorenju, zdaj, ko so tam Kitajci, briga njih za rokomet. Tako da težko bo. Jaz težko, po navadi, mislim, po naravi sem optimist, ampak kar se tiče vlaganja v šport, mislim, da samo reprezentance lahko uspevamo, kaj klubi, ne verjamem, vsaj v nekem kratkem obdobju, da bomo lahko videli kakšno ekipo, kot je bila Cimos ali pa Pivovarno Laško ali pa Gorenje, Verenje, ki je igralo tako na visokem nivoju. Uroš, vi ste potem ostali v klubu 2013 z novim klubom, začeli od začetka, 3. liga, 1B, 1. liga, tudi do Evrope ste prišli, zdaj trenutno v 1B ligi. Kako vi vidite teh zadnjih nekaj let koprskega kluba? V kakšno smer gre? Vprašanje za milijon evrov, Andraž? Ne, jaz bom tako rekel, sigurno časi so, kakršni so. Vemo, da težko je že otroke privabiti na igrišča. Ne samo to, težko jim je predstaviti, da je to eden izmed lepših športov, da je to eden izmed zabavnejših športov, da probajo vztrajati, da probajo vložiti v koncu v šport, ne samo v rokomet.
Vemo, da so drugi motilci oziroma dejavniki, ki vse to preprečujejo. Poleg tega vemo, da je vse vezano na denar, nažalost danes. In to so tisti največji problemi, ki jih imamo tudi mi danes v klubu. Poleg tega, da država, občina malo naredijo za šport, pa vemo sami, kakšne športnike imamo. Če gledamo samo od kolesarjev, hokejistov, košarkašev, mislim, da bi se dosti več moglo vlagati v šport v naši državi. Ne samo v državi, ampak tudi govorimo na lokalni ravni. In potem mogoče bi spet lahko kdaj videli, sanjali nekje luknjo na koncu tunela, da bi spet prišli na ta nivo, na katerem smo bili, da bi imeli ekipe, ki so sposobne z fanti, govorimo in slovenskega in tujega, se pravi tega govorimo balkanskega oziroma področja, da bi lahko spet prišli na vrh Evrope in se dali z vsemi temi velesilami, ki so, ampak trenutno ne vidim nekih velikih, razen na srečo posameznikov, bom rekel, tistih zanesenjakov, ki vlagajo v šport in ki dajo nekaj več za to in probajo narediti neko zgodbo. In jaz sem zelo vesel, da so taki in upam, da jih bo vedno več in da bojo vedno več vlagali v rokomet in v tudi ostale športe. Ampak samo tu vidim jaz nek preboj na višjo raven. Je pa res, da trpijo vse lige, od, se pravi, prve, če gledamo kvaliteto, konec koncu nivoja klubov, do najmlajših, do otrok, kjer vemo, da brez otrok ne moreš imeti rokometašev, ne moreš imeti košarkašev, ne moreš imeti nogometašev. In tle bo treba narediti en velik korak naprej, da bomo spet lahko prišli v te čase, katerih smo bili. Nekaj generacij imate zdaj v klubu, tudi na čelu z vašima dvema sinovoma. Tudi v reprezentanci zdaj recimo 5 Primorcev, zopet tudi bivših produktov Kopra, vemo Vlah, Jovičić, Mačkovšek, pa tudi Makuca, brata, tudi Kljon iz Kozine. Načeloma se za primorski rokomet ni bilo potrebno bati, ne? Nekoč, ja. Jaz bom tako rekel, jaz sem zelo ponosen, da je iz teh krajev obalno-kraške regije toliko fantov, ki je naredilo te korake naprej in ki so prišli na ta nivo, na katerem igrajo. Vemo, da prihajajo iz samih vrhunskih klubov, Kiel, Barcelona, PIK Szeged, ne. In jaz bi si želel, da mi še pravim, proizvajamo takih super talentov. Samo problem je spet tle, da bo treba te otroke probati usmeriti v rokomet, jih privleči dejansko od doma, da niso na računalnikih, na telefonih in da začnejo spet verjeti v zgodbo, da šport je zdrav, šport ti lahko nekaj prinese. In lahko govorimo to od gibalnega razvoja do psihološkega, do finančnega in takrat bomo spet mi lahko sanjali te vrhunske rokometaše, kot smo jih lahko delali. Alex Vlah, Dejan Bombač, Makuci in jaz bom takrat spet najbolj ponosen. Je pa spet ena druga plat, ko če pogledamo, zelo lepo bi bilo te fante zadržati v naših klubih, ne, in tle narediti eno zgodbo, da v svojem matičnem klubu lahko pridejo na ta nivo, kjer danes igrajo vsi te fante. To bi pa bila res še ena pravljica. Fredi, vas je potem zanesla tudi v Italijo. Italija nas počasi že lovi, ne? Vi ste blizu tej reprezentanci, rokometni zvezi. Kaj delajo Italijani tako dobro v zadnjih letih, da se približujejo Sloveniji? Mogoče ne klubsko še, ampak reprezentanca pa je tudi zdaj na prvenstvih. Ja, ko sem končal tle v Kopru, sem šel v Italijo in takrat sem jaz porazel res reprezentanca, ki je bila poden, ni bilo nič. Ne? In ko vidim zdaj te fanti igrati, pa res mi z veseljem to gledam, ker je od vseh teh fantov 13
sem jih jaz selekcioniral takrat, mi smo imeli 14-15 let, to so generacije 98, 2000, 2002, teh smo mi selekcionirali. Italijani, prvo kot prvo, je velik narod, ne. In ko smo mi začeli normalno selekcionirati, do takrat sploh niso vedeli, kaj pomeni selekcija, oni so se klicali, imaš ti kakšnega, tvoj, kako igra, in tako so oni delali reprezentanco, brez nekih kriterijev ali ne vem kaj. Mi smo takrat razdelili Italijo v 6 področji, pa smo jih testirali, pa sem jaz dajal napotke, kaj naj bi se učili, čeprav problem v Italiji, ker ni trenerjev, ne, oni nimajo šole za trenerje, jaz sem vedno rekel, če hočete vi napredovati, najprej morate imeti trenerje, ker če nimaš trenerja, je brez veze. Ampak entuziazem je neverjeten, ne. Tam ne rabiš jih plačevati dosti in ti pomagajo in delajo in jaz se res počutil tam kot car, bi se reklo, ne. Prišel Fred iz Lige prvakov, to, ker nikoli niso imeli trenerja, imeli so, Španca smo imeli, Zupota, ampak hitro je šel, ne. Potem smo, takrat nam ni uspelo, so ustanovili tak kemp, bi se rekel, neko igra, trenira, zbirajo te igralce, pa spet, to je tako, večinoma recimo je boljših igralcev, ampak ne grejo vsi tam, ne, to more klub dovoliti, pa starši dovoliti, tako da ni tista akademija ta prava, oziroma niso tam najboljši igralci, čeprav zdaj slišim, da bojo to ukinili, da grejo spet nazaj v naš sistem, tako kot smo ga imeli mi. Meni so takrat, so me poklicali lani, ker vedno, ko se spremeni predsedstvo, žagajo trenerja. Takrat sem jih jaz peljal naprej, ne. Mislim, da 15 let se oni niso vrstili v nobeno tekmovanje, v nadaljne tekmovanje. In mi smo šli naprej in potem so mene odžagali zato, ker je prišel nov predsednik, pa pustimo stati, pa je prišel ta Trilini, ki je spet naredil rezultat, pa so zamenjali predsednika, pa so pripeljali drugega, tako da to ne štima, ne, v Italiji, ne. Če ti nekaj narediš, potem pusti človeka, da naredi dobro, in če že ga menjaš, pa nadaljuj po isti poti, ne pa zdaj spet, vsaki pride nekaj po svoje naredi, ampak fantje so, ne, in kar sem ponosen je tudi, do takrat, ko sem jaz bil, nobeden igral v tujini. In jaz sem jih začel forsirati, pejte igrati. Že kot mladi, ne, so šli tudi v Španijo. Pejte igrati ven, ker v Italiji ne morete igrati, ne boste rastli, ne. Ne boste napredovali in se spomnim, da sem želel, sta 2 dvojčka, Mengon, takrat sem jaz želel pripeljati v Celje in Celjani so mi rekli, kaj bo Italijani tukaj igrali, ne. So pa šli igrati, pot pa jih Montpellier vzel je, ne. Tako da, dobro, niso bili dobri za Celje, pa za Montpellier so bili dobri. Zdaj oba igrata v Bundesligi in potem je še en Levičar, ki igra v Bundesligi. Igrajo. Ebner, Golman. Dobro, Ebner je edini, on ni Italijan. On ima samo pašaport Italijan. Ne, on je Nemec, on ne zna italijansko govoriti. Imajo detka Italijana, ali ne vem kako, v glavnem so mu dali, ker je imel prednike Italijane. No, on pa je edini, edini, ki ni iz te naše strukture. Uroš, vi ste zdaj trener članske ekipe Kopra. Fredi, koliko ste vi vpeti v rokomet? Trenutno? Ja. Nič. Kdaj vas bomo videli, kaj zopet ob terenu, mogoče v Sloveniji? Ne vem, res ne vem, ker ko vidim, jaz vsake čast Urošu in vsem trenerjem, ki delajo zdaj, ker zadnji, ko sem bil jaz v Trstu, recimo, da je Trst v nekem našem okolju, čeprav igra v italijanski ligi, mene motijo stvari, Uroš je rekel, hokej vsake čast tisti, ki nekaj prispeva, poskuša, ampak mene moti, da tisti, ki prispeva, misli, da lahko odloča vse, ne. Da je najbolj pameten tudi v rokometu. In jaz tega ne morem več sprejeti in mislim, če mi hočeš ti kot trenerje, pusti mi, da delam, ne meni soliti pamet. Če jaz vem, da vem več kot ti. Zdaj, če ti boš dal nekaj denarja, ok, vsaka ti čast. Ampak ali si zadovoljen z mano, ali nisi zadovoljen z mano. Ali mi dovoliš, da delam, ali mi ne dovoliš, da delam.
ne pa mi ti nekaj pametovati. In to in ne vidim nekega okolja, ko bi lahko delal. Jaz bi si želel delati res, da bi imel neko zgodbo, pa da jo peljem. Ampak ne, da pa ti pridejo starši, pa da ti pride oni, pa da ti pride do desni in vsi so pametni. To so vsi najbolj pametni. In jaz pa tega v tem trenutku res nisem pripravljen. Tako da ne vem, lej. Pustimo se presenetiti. Da zaključimo, Uroš, kaj se najbolj spomnite tiste sezone pred 15 leti? Je to dvig naslova državnih prvakov? Je to najbolj laskava lovorika, ki ste jo osvojili mogoče v karieri? Ja, jaz mislim, da tista sezona celotna, ne samo dvig v Velenju, pokala, tista je bila samo, če rečemo, češnja na torti. In tisto bi vsakič, ko me nekdo vpraša, vse to je naslednja sezona, ni da je kar za pomes pod predprašnik, ampak tisto je tisto, vsakič, ko se spomniš, ti prav se naježi koža in je tako lepo, se ti očke začnejo svetiti, govoriti o njej, da tisto mislim, da je zapisano in bo zapisano za večno. Fredi, tista sezona največ uspeh v vaši karieri? Absolutno, to je res. Kaj bi lahko človek si želel še? Da igraš v Final Four v Ligi prvakov. Prebral sem en naslov, zdaj ko sem se pripravljal, da ste rekli, nimam čudežne palčke, ampak tista sezona je zdelo, da ste jo imeli. Čudežne, kaj pa vem. Mislim, jaz sem občutek, da vse, moraš nekaj sestaviti. Res, ko ti imaš takšne igralce, bolj kot trener, moraš biti menedžer, bi se rekel, menedžirati glave. Ne. Jaz spomnim pred zadnjo tekmo, ali ne vem kdaj, ko sem fantom rekel, vi ne so premenjati z ničemer, dajte mi samo vaše glave. Ne. Mislim, jaz bom mislil, vi pa igrajte. Ne rabite vi nič misliti, vi samo igrajte. No, in to so takšni igralci, ko čim manj oni mislijo, boljše je, ker oni itak so bili vrhunski, ne, nisi jim rabo te podaj unemu, pa deki sam najdu rešitev, ni bilo potrebno kot današnjih fantov, če nimaš tega, imaš unega, ali pa kot pravi Vujo, da mu ti narišeš taj maut, potem gre na igrišče in več ne ve, kaj si mu povedal. Tam nisi rabo. Jaz sem dvignil enkrat roko ali pa pokazal do prsta, mislim, to je bilo takoj rešitev, ne, to so drugi igralci. In tako da, kaj ne rečem, to je težko se bo ponovilo. Upajmo, da se bo. Fredi in Uroš, najlepša hvala za vaš čas, da smo skupaj podoživeli to sezono in upajmo, da bo še kdaj, ne? Upamo, ja. Ja, hvala za povabilo, ja. In upam, da se bo še spomnil na kakšne te lepe trenutke in da bomo poklepetali tako. Definitivno. Hvala, Andraž. Evo, to je bilo za danes vse. Vidimo se zopet prihodnji teden.